pogovor s Pomenko in Tinetom Hribarjem. Še 5 dni in minilo bo točno 30 let od plebiscita v samostojni in neodvisni državi Sloveniji. Oba sta bila takrat močno vključena v politično dogajanje. Kaj so bile za vaju ključne prelomnice, ovire, predsodki, ki jih je bilo treba preseči, da se je takratna politika le poenotila glede načina izvedbe plebiscita? Kaj ti si imel? Ja, ključno je bilo premagati medsebojno nezaupanje. Nezaupanje je bilo znotraj Demosa in strani Demosa do opozicije. Nezaupanje je bilo v tem, da so se širile govorice, da hodijo nekdanji komunisti po terenu in govorijo, da bojo ljudje, torej upokojenci, izgubili pokojnine in tako naprej. Torej, glavno je bilo premagati to nezaupanje. To je pa bilo res problem. V enem zapisu ste zapisali, da vam je eden od poslanskih kolegov, če se ne motim, dejal, če bi se pa Kučan zavezal, da bo v primeru negativnega izida plebiscita odstopil svojega položaja, potem bi pa verjel, da je tudi on za. Ja, to je bilo res. In jaz nisem nič rekla, ampak sem preprosto na enem od teh sestankov nočnih smo bili, rekla: gospod predsednik, a boste odstopili, če bo negativni izid plebiscita? In je potrdil: ja, bom. In potem je pa v bistvu naš razgovor in nekako bližali smo se soglasju za plebiscit. Ja. Po pričevanju mnogih, nenazadnje ta teden tudi Dušana Pluta, ste bili vi eden izmed ključnih akterjev, da je prišlo do sporazuma med političnimi strankami o skupnem nastopu na plebiscitu. Ja. Zakaj je bil ta sporazum potreben? Ravno zaradi tega nezaupanja, ker sem se bala in je res bila nevarnost, da ne bomo prišli do soglasja pred glasovanjem o zakonu o plebiscitu. In na dan, ko smo imeli popoldne za sprejet zakon o plebiscitu, mi je prišlo na misel, da bi bilo dobro, če bi imeli en sporazum, ki bi nas moralno zavezal k sodelovanju in k pristopu k zakonu. No, in sem napisala zjutraj ob 4-5 osnutek, ga nesla v skupščino s svojim kolegom, najprej znotraj Demosa, potem pa še opozicijskim, da bi ga pravzaprav pregledali in so ga, in edino, kolikor se spominjam, je gospod Potrč imel dodatno alinejo, namreč, da nobena stranka pozitivnega izida plebiscita ne bo imela za svojo izključno zaslugo. To smo dali noter in potem je naš, to se pravi, demoskovski sekretar za informiranje, gospod Stanič, sklical, to se pravi, celo zadevo, v mape smo dali ta sporazum, poklical je medije, predsednike strank, ki so bili navzoči v Ljubljani in seveda tudi vodje poslanskih klubov, in smo to na nek tak slavnosten način tudi res podpisali. No, jaz bi še to dodal, se govori o veliki enotnosti. Dan pred tem je grozilo totalno razsulo. Ja. In jaz Pomenka napisala alarmantni pismi Kučanu in Peterletu. In ta pisma sta objavljena, smo v 280 številki Nove revije objavili. In šele po tej intervenciji sta oba potem videla, da je treba močneje, prej bil Peterle sploh v bolnici, tako da je tudi po tej plati stvar šepala. In je potem še, kot je povedala, čez noč napisala ta sporazum po točkah, tako da seveda se je še tik pred tem zmarjal tudi Pučnikov brat za izdajalko tam javno po preddverju skupščine, mislim, da takrat se je edinkrat prišla solze v oči. Ja. In takrat se je potem tudi začel malo rušiti ta enotnost, ker strateško vodstvo, neformalno, smo sestavili Bučar, Pučnik pa midva, noben drug, to najožje strateško vodstvo. Takrat se je prva razpokala v tem strateškem vodstvu. No, to, ki si rekel, da so me zmerjali, ja, torej, da sem izdala Demos, zato ker sem šla v sodelovanje oziroma v pač iskanje konsenza znotraj vseh strank. To je bil pač problem. Pa še celo to bom rekla po tem podpisu.
na seji, slavnostni seji, tako rekoč, kjer naj bi izglasovali ta zakon o plebiscitu, sta šla dva Demosova delegata, se pravi gospod Tomažič pa gospod Požarnik, spet za skupščinsko govornico in začela to lajno komunisti. Jaz sem se takoj javila k besedi in dr. Bučar mi je tudi dal in sem povedala to, kar je bilo pač čista resnica, da se že 10 let prizadevam za spravo in da imamo prav zdaj ta trenutek možnost, da nekaj naredimo skupaj zase in za prihodnost. No, za mano je bil potem na vrsti gospod Balažic, ki je zdaj župan v Moravčah in je tako teatralno pretrgal svoj listek, ker nameraval polemizirati, je pa rekel, zdaj pa ni treba. Tako, potem smo pa glasovali in je bilo res, lepo je bilo, no. Večina je bila, ne vem, mogoče so bili 3-4 vzdržani. No, naj dodam še to, da je oba, tako Janša in njegova stranka kot Cerkev gresta v totalni sovražni prevzem tako osamosvojitve kot plebiscita. So posvetili veliko strani v zadnji številki in predzadnji številki družine, glasilo katoliške cerkve, ne. In koga so povabili? Naš, ker smo bili dejanski pobudniki plebiscita in tega sporazuma enostavno ni več, ne. Povabili so pa ravno ta dva, ki sta takrat bojkotirala ta sporazum. Ta dva sta imela besedo predzadnji številki družine. Mislim, ta paradoks, kratka res hud prevzem, sovražni prevzem celotnega spomladnega gibanja. No, jaz bi dodala, da meni se strašno, ne moram razumeti, strašno se mi čudno zdi, da se ljudje, ki so imeli velike zasluge za osamosvojitev, recimo Rupel pa Janša, da se tako grebejo za to, da bi polastnili še tisto, kar je kdo drug naredil. To se mi zdi absurdno. Takrat smo vsi delali, kar smo mogli in kolikor smo mogli, vsak zase in skupaj, kar se tiče, bom rekla, teh pač vodstvenih funkcij Demosa, zato, da bi zadeva šla skozi. In je neumno zdaj po tolikem času, po 30 letih se zdaj tako grebst za zasluge. Meni se to zdi odiozno, jaz se to ne grem. Kako si pa razlagata to stališče vodstva Rimokatoliške cerkve, ki se gre takšne igre s ponarejanjem zgodovine, s poskusi potvarjanja zgodovine in v bistvu deluje popolnoma nasprotju z stvarmi, ki jih propagira sedanji papež Frančišek. To je takrat, ko je Rode prevzel oziroma dobil mesto nadškofa ljubljanske metropolije, ne? In od takrat se je začel, oziroma se je v cerkvi usidral argentinski lobby. To se pravi teh dedičev domobranstva in recimo danes totalno obvladajo družino in še cel kup drugih stvari. To je glavni razlog, ne? In medtem ko je nadškof Šuštar z njim smo imeli zelo dobre odnose, ker ima tudi pravilno odnos in tudi do domobranstva, on je skozi govoril o sokrivdi, o deljeni krivdi. Treba je priznati, da so pač partizani delali zločine, pa še povojna oblast, najhujši zločin, vseh zločinov, ampak tudi domobranci ogromno zločinov povzročili, medtem ko ta sedanja linija to absolutno briskira, ne. Tu vodita potem še Možina pa Dežman, ne, kot najemnika, tako rekoč cerkve. Noč, dejansko sta plačanca, ne. Dobro. Kaže, da se ponavlja politika ljubljanske nadškofije iz časa druge svetovne vojne. Prav ponavlja kot tragikomedija, ne, ker je ta izkušnja, bi morali vedeti, kaj se zgodi, ne. Pa je ponovno isto poglabljajo razkol, ne, ta center, ki je Šturm, minister za notranje zadeve, ustanovil znotraj svojega ministrstva, Študij za narodno spravo, je danes center za narodni razkol, za poglabljanje in ponavljanje tega razkola, ne. Sprejem ustave pa se je zataknil predvsem pri 2 točkah. Ena točka gre za vašo pobudo o svetosti življenja oziroma človekovega dostojanstva in druga točka je bila pravica do splava. Ne. Pravica do načrtovanja družine.
To je. No, krajše. V bistvu ne, zato, ni ja. ni, to je Ne. bistvena razlika. Ne? Ja. V ustavi je pač pisalo to in to sicer pa se razume, da je to potem tudi možnost splav, ampak načrtovanje družine je širša reč, ker cerkev tudi ne pristane na načrtovanje družine, recimo na tele pilule pa tako naprej. Ne? To je širše. Kontracepcija. Ja. Na kontracepcijo, ja. Ja. Kaj točno se je tu dogajalo? Dogajalo se nekaj nevrednega. Ne? To, kar sploh nisem pričakoval, sem bil potem totalno šokiran, ne? Pa tudi bučan. Ne? Jaz sem pač napisal prvi stavek, zavedajoč se svetosti življenja in človekova dostojanstva. Ne? In mi gremo to razlagati, ne? Po raznih krajih Slovenije. Jaz sem bil, oziroma sem v Ljubudem šel v Logatec in sem rešil v Logatec to razlagati. In tam v dvorani pač njihovega kulturnega, kar že imajo, ne? Doma, ne vem, kako se imenuje. Preden se je začelo, ne, že to me je presenetilo, da je bilo sorazmerno malo ljudi, ne, nakar prekoraka ena četica, na čelu malo starejši človek, za njim četica mladih, recimo srednjošolcev, in ta pove, da bo samo to rekel, da so proti temu, da je v ustavi sveta življenja. Na kar se obrnejo in grejo kot falanga. Ne. To je bil kaplan in je pripeljal danes je Trnovo, župnik. In je pripeljal pač svojo četico teh veronaučnikov. Ne. Jaz nisem vedel, kaj je v ozadju, ampak potem že naslednji teden pride k nama na obisk en sosed in pravi, veste kaj, po Prižnicah so brali okrožnico proti ustavi oziroma proti preambuli, proti svetosti življenja in to. Na kar se jaz takoj škofu Šuštarju pišem, ne. In prav ne se preveč razburjati, saj to niko hodo. Pa ni bilo res, ker to je napisal predsednik komisije za pravičnost in mir pri Slovenske škofovske konference, se pravi Stres, ne. In to so potem povzeli krščanski demokrati, stranka, in so kadarkoli Bučar začel, dajmo začeti, one pa termaskat bohinjce, ko se je nekaj napisala. Zmer so oni proti nastopili. Ampak naslednja seja je Bučar isto, ker on ni hotel tega odstopiti. Ponovno krščani proti in še bolj komično, tudi zeleni so bili proti, ker tam smo imeli nekaj ultrakomunistov, in so bili tudi proti, najbrž ne proti svetosti življenja, ampak hoteli so minirati ustavo, sprejem ustave, po moje. No, in na koncu, to smo zgubili skoraj en mesec časa, samo okrog tega. Potem pa ta drugi člen, ki je pa povezano, v bistvu, kaj pomeni svetost življenja, ne. Feministke so bile proti temu, ne, ker so mislili, da je to dobesedno prepoved, da pomeni že prepoved splava, ne, možnosti svobodnega odločanja, kot dobesedno piše o rojstvu svojih otrok. To dobesedno tam piše, ne. In seveda vključuje tudi ne pravico, če vzame to kot pravni pomen, ne gre za pravico, ampak z etičnega vidika sigurno in tudi psihičnega in telesnega, zdravstvenega, seveda ni dobro, sploh kot tak sam po sebi ni nekaj dobrega, ne. Ampak moraš izbrati manjše zlo, ne. Manjše zlo. In ne pa ubiti tako nosečnico kot otroka, recimo, ne, če te mazaške splave, ne. Tega cerkev ne zastopa, oziroma ta linija njim gre, zmer rabijo prisilo, ne verujejo v svojo vero, ne, v etičnost, ampak hočejo pendrik dobesedno. Kontrolo nad ljudmi. Ne, kaznovanje. Zmerjajo z zločincem, kljub temu, da je v ustavi to zdaj dovoljeno, še zmer ženske, nekateri teološki jastrebi zmerjajo z zločinkami in tako naprej. No. In se pravi, potem, kot sem že rekel, ultrakomunisti pri zelenih, tako da so na koncu skupaj komunisti in klerikalci soglasno zbrisali to iz o svetosti življenja. Ne? Ker svetost življenja res, kot sem rekel, zagovarja življenje, ampak takoj naslednje je pa dostojanstvo človeka. Ne? Če ti s to svetostjo življenja, trmastim ustranjem, uničiš dostojanstvo ženske, ne? Potem sta ta dve vrednoti v koliziji in je treba potem izbrati, kot sem rekel, manjše zlo. Ne?
In če bi to sprejeli, bi bila to ostalo 21 stoletja, nekaj na svetu še nimajo. In pa še šele potem, čez nekaj mesecev, začel govoriti o svetosti življenja. Prej ta sintagma sploh ni bila v javnosti. Dostojanstvo človeka so se smejali ti poslanci. Kaj pa je to? Dostojanstveniki so pač v cerkvi, a veste. Glavni dostojanstvenik je Bog, ne pa človek. Bog je perfekten, človek je defekten, a veste. To je ta logika, ki vodi v to zanikanje življenja v običajnem pomenu besede. V imenu življenja z veliko začetnico. Mogoče čisto eno osebno vprašanje, da kako Izvoli. prenašate te napade? Ker so, mislim, eno je to potvanje zgodovine, pa so pa osebni napadi. Ne vem, človek včasih... Ne samo osebni, totalno mačistični. Ne. Ja. Ko Jambrek govori o teh stvareh, kot da spomenke ni bilo. Pa je bila posod glavna, in v Poljčah, in pri podpisovanju, ne samo pobudnica, tudi v Poljčah je napisala čez noč zapisnik, ne, vse tiste sklepe, ki jih je pol Jambrek preplonku, pa takoj letel nest Slivniku, ne, ker sploh niso bile njegovi sklepi, oziroma navedbe. Skratka, vse to potem zamočijo, to je, bi rekel, zame to neverjetno mačistični odnos do ženske. Ne. Ja. Jaz bi pa tako rekla, meni moj mož skriva te stvari. Ne. Raznih grozljivke, veste, kar so pošiljali. Te ta hude grozljivke ali pa pošto tudi časih. Recimo, da jo naj vržejo, da naj zaprem, a pa da bojo oni prišli, pa jo dalo rečejo, pa posabi, spuste kamor spada. V Beograd, ja. To se pravi, recimo vem, da je nekaj veliko pošt, pa kar naenkrat je pa se pumen, kje so, nič ne vem. Tako da, sem se pa že tudi navadila, da je pravzaprav prav, da enostavno riskiram to, pa kaj se moram živeti. Jaz moram po svoje delati, tako kot drugi dela, jaz nobenemu ne osporavam pravice, da zastopa svoje. Eni pošiljajo krematorij, ne? Ja. Drugi, en je napisal, da je treba vse tele, nas vse skupaj na Tromostovje pripeljati, pa na Šeškat, pa vodo vrst. Ja, no take trparije. To objavlja tale, kaj je, da je Facebooka, kaj je. Twitterji. Ja. Glede na to, kar se dogaja, bi človek rekel, da smo v fašizmu. Ja. Ja, na poti. Na verbalni ravni smo. Če dela ta akcija za zamenjavo vlade ne bo uspela, bomo šli direkt v fašizem. Ja. V janšizem. Janšizem kot obliko fašizma, vse. Čem je pa razlika? Je razlika zaenkrat, je ne. Ne smemo že kar enačiti, ampak smo pa v nevarnosti. Ne. Ja. Tu bi še izkoristil priliko, bi vseeno vprašal, kako pa ocenjujete delo predsednika države? Zdi se, kot da bi s svojim konceptom sprave bil na nek način rad vaš imitator, nesrečni imitator, bi jaz rekel. Ali kako bi se izrazil? Ja, lahko bi tako rekla, moram reči, da zdaj gre pa res predaleč. Jaz sem dolgo verjela, da to je in tudi se je veliko dobrega naredil, moram reči. Ampak zdaj pa tole, kar počne, kar daje takšno podporo Janši, se ne oglasi, ne vidi ali noče videti, kaj ta človek počne, tole je pa malo hudo. To pa jaz ne morem podpirati. Kako ste zadovoljni z današnjim stanjem po 30 letih samostojne države? Torej, tako bi rekla, dobro je, čudovito celo, da imamo svojo državo. Zato, ker to je sistemska možnost, da nekega dne, da bo pa tudi ta država, bom rekla, začela delati res za ljudstvo in z nekim ponosom, z neko digniteto tudi navzven. Ker to, kar zdaj počne ta država, ta vlada, nas pelje samo v sramoto. Navznoter pa zmeri manj blaginjem in zmeri več nestrpnosti in manj svobode. To je problem. Torej, kar se tega tiče, po 30 letih je rezultat precej žalosten. No, jaz bi pač rekel, se strinjam s tem, da ta poudarek na možnostih, ne, eno je obstoječe stanje, druge so pa možnosti, ne. In kot je rekel prijatelj, najen prijatelj in mentor, na vse zadnje, partizan Dušan Pirjevc-Hrvac, ni važno, kaj drugi počnejo z nami, ampak važno, kaj mi delamo, sami seboj. In tu bi rekel, da mi imamo vse možnosti.
Mi smo elitna nacija. Mi smo članici, naš narod je, ki ima svojo državo, se pravi nacijo, smo člani elitne organizacije, v katerih je samo 200 članov. Na svetu je več 1000 narodov. Od teh 1000 narodov smo mi člani Organizacije Združenih nacij. Še enkrat poudarjam, napačno je govoriti o organizaciji, to stalno opozarjam zgodovinarji in pravniki. Ne gre za Združene narode, to gre za Združene nacije, se pravi nacije, ki imajo lastno državo. In mi to imamo. Zaradi tega imamo slovenščino kot svetovni jezik, priznan kot svetovni jezik, da ne naštejem vse druge, kje smo navzoči, kje lahko skratka smo mednarodni subjekt mednarodnih odnosov. To je vse pred nami, to bi lahko izkoristili.